Ampak pri meni je bilo res na začetku tako, da sem pred vsakim špilom bruhala. To je bilo čisto čudno. Jaz sem sanjala v bistvu to pesem sama, ampak jaz sem takrat rekla, jaz nikoli ne bom nastopala in bom v bistvu snemala samo glasbo in to je to. Eno tako nepisano pravilo je, ali pa mnenje splošno, da je ženskam v ženskem kolektivu bistveno težje delati. Bom rekla, da vsako stvar, katero imaš, ali pa tudi recimo jaz, ko predavam, če nekdo potegne 10% od tega, kar jaz povem, je ful velik. Jaz nisem človek, ki verjame, da smo ljudje rdeči, modri, rumeni in zeleni, ampak da je marsikaj drugega za tem. Posel smo ljudje. Je v poslu prostor za čustva? Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista, v katerem gostimo izjemne posameznike in posameznice iz naše regije, ki nas navdušujejo s svojim znanjem, delom, talenti in seveda puščajo poseben pečat v naši družbi. Danes je z mano ženska, dama, ki v življenju ne more biti dolgčas. Ob vsem tem, kar počne, je to povsem razumljivo. Je vodja kadrovske službe v IT podjetju v Ljubljani, ustanoviteljica kadrovske agencije WeBoarding. Kot strokovnjakinja na področju človeških virov se velikokrat znajde tudi v vlogi predavateljice. In če v službi skrbi za ljudi in kadrovske procese, pa v prostem času v ospredje postavlja glasbo. Ustvarja, uči mlajše rodove, prepeva, nastopa. Pri vsem tem pa neizmerno uživa. Z mano je danes Tamara Kokol Hudoklin, znana tudi pod imetniškim imenom Talija. Tamara, živja. Živa. Bova Talija ali Tamara? Kaj imaš raje? Tamara. Tudi jaz te že od tvojih najstniških let poznam pod tem imenom in zelo se veselim najinega pogovora, tako da hvala, ker si vzela čas, to najprej. Ja, hvala za povabilo. Kako se počutiš v našem studiu, da se malce sprostiva, preden greva na teme, ki bodo vsekakor zanimive? Je dober, predvsem je fajn, da stoji nasproti mene, sedi nasproti mene nekdo, ob katerem mi je udobno, tako da mislim, da je potlej mačkano lažje. No, odlično. Jaz se res veselim tega najinega današnjega pogovora, predvsem zato, ker se mi zdi tvoje življenje res en zanimiv preplet različnih področij, različnih aktivnosti in predvsem zelo dobro znaš prepletati stroko. Si uspešna podjetnica, poslovna ženska, hkrati pa si šla pred nekaj leti tudi nazaj, bom rekla, v svet show biznisa, če lahko temu tako rečem. In preden greva podrobneje na vse tematike, mi raje povej, v čem bolj uživaš, ko si v službi na področju človeških virov in v IT firmi ali ko si na odru oziroma v studiu. To je zelo težko reči, zaradi tega, ker imamo obe stvari neskončno rada. Bom rekla, da moj tehnični field, torej neko strokovno področje, kar se tiče human resources, že zelo dolgo poznam, sem že več kot 10 let vpeta v to, tako da je mogoče bistveno lažje funkcionirati v tem svetu, medtem ko je glasbeni svet zame dokaj nov. In v bistvu nisi še tako suveren, se še malo loviš, večkrat opečeš ali kako ne rečem, no. Tako da je, bom rekla, kar drugačen od samega biznis sveta, no. Povej mi, zakaj IT sektor, se pravi informacijska tehnologija, od kje je v bistvu prišlo pravzaprav do tega, da se je ta tvoja pot, gledano, bom rekla, z vidika študijske smeri, z vidika tega, kje boš delala in kaj boš delala, na področju človeških virov usmerila prav v to smer? Bom rekla čisto nepričakovano. Torej, jaz tudi nisem bila tista, katera je vedno imela željo delati v kadrovski službi. Mislim, ko si neka mlada punca, imaš zmeraj vidiš, jaz bi bila pa enkrat tista, katera hodi urejena v pisarno, v visokih petah, imaš tisti nek pisarniško željo, ali kako ne rečem. Ampak sem pa vedno, se mi zdi, da odražala že kot majhna to, da moram delati nekaj z ljudmi in da moram biti vpeta med ljudi. Nisem pa itak še vedela, kaj to bo, ne, sploh pa ne, ko se v srednjo šolo vpisuješ, ko se v bistvu še iščeš, tako da to je v bistvu zelo hitro se moraš odločiti, kam in kako. Tako da me je v bistvu neko nepričakovano študentsko delo zaneslo v večjo
multinacionalko, no, kjer sem delala kot študentka v kadrovski službi in sem se zaljubila takrat in v moje sodelavke in v samo kadrovsko službo. No. Tako da v bistvu me je potem pot v IT pripeljala, ko sem začela delati v kadrovski agenciji in takrat je bila ful potreba po developerjih, torej inženirjih za razvoj programske opreme. Jaz sem še danes razmišljam mesto, da moraš stvar zelo dobro poznati, da lahko nekoga prepričaš, kam gre. Torej, jaz sem se takrat začela res ogromno izobraževati na tem področju, na tehnologijah in tako naprej, ker sem jaz začela delati razgovore s temi IT-ovci, to je bilo priceless. Njihov besedni zaklad je bil zelo močan, sploh pa, predstavljaj si, da prideš na razgovor in tam ena 22-letna punca tebi govori, ne? Če bi zamenjal, kaj bi zamenjal, on te sprašuje nekam technical stacku, ti, moj bog, kaj je to? Ne, tako da, ja, se mi zdi, da te začetki so bili najtežji, ampak sem že po osnovi taka, da sem da rada raziskujem, da sem rada v tistem, kar se lotam, želim biti najboljša in največ vedeti. Tako da me je v bistvu ta IT področje ful privleklo iz tega vidika, ker je toliko malo ljudi iz družboslovnega sveta, bom rekla, no, poznali ta drugi svet, tako da sem se v bistvu tle noter čist najdla. Šla sem pa tle delati osnovni tečaj programiranja, tako da sem se v bistvu lahko na drugačnem levelu v bistvu pogovarjala z ljudmi, ki so prišli na sestank, pa ko začneš ta svet širše gledati, ko začneš razmišljati, ok, ta firma ima te jezike pokriva, ok, ta firma ima manjšo ekipo, to pomeni, da ta programer zna to pa to, on dela po takih metodah. Ko pa enkrat skužiš ta sistem, imaš pa občutek, da ok, I can do anything, lahko pride kdorkoli na razgovor. Ko takole z navdušenjem o tem govoriš, mi pa poveš še to, ali je navdušenje tudi na drugi strani, glede na to, da si vodja kadrovske službe, pa imaš več moških verjetno okoli sebe. Kakšen je ta, bom rekla, pristop tvoj in kakšno je njihovo sprejemanje tebe kot vodje, ker si ženska? Sicer ne vem, a so zdaj oni večinoma mlajši od tebe zdaj, ko delaš v firmi ali ne, ampak vseeno, verjetno je bilo malce drugače, ko si začenjala svojo pot, ko si se učila tega kadrovskega menedžmenta in delala neke razgovore s potencialnimi zaposlenimi in pa potem danes, ko imaš že več kot 10 let izkušenj. Bom rekla, da kar se tiče uspešna ženska, ne vem, 5 let nazaj ali pa uspešna ženska trenutno se bistveno ni spremenilo, kar mi je včasih pač hudo. Ampak na koncu koncev, ne glede na to, kaj si, kdo si, moraš priti v podjetje in se dokazati z svojim znanjem in zakaj si tam, na koncu koncev, zakaj te plačujejo. Kaj enkrat prestopaš na neko to samostojno podjetniško pot, se mi zdi, da imaš še večji pressure, zaradi tega, ker pač je tukaj pogodba bistveno drugačna, kot pa pogodba, ki je sklenjena torej za neko, ne vem, delovno razmerje, v sklopu delovnega razmerja in se moraš še bolj dokazovati vsak dan in v bistvu biti 100% efektiven na svojem delovnem mestu. Ja, je pa v bistvu že kar nekaj časa moj kolektiv večinoma moški. Na začetku pač rabiš nekaj časa, da začutijo v bistvu tvoje strokovno znanje in mislim, da z vodji, katerimi sem sodelovala in s katerimi sodelujem, je pač odlično sodelovanje. No? Eno tako nepisano pravilo je, ali pa mnenje splošno, da je ženskam v ženskem kolektivu bistveno težje delati. Se tudi ti tako počutiš, oziroma ti je lažje, zato ker so pač moški okoli tebe, si kdaj bila mogoče bolj v ženskem kolektivu? Sem tudi bila v ženskem kolektivu, smo se super razumele, je pa tako, da je bil manjši tim, tako da se v bistvu ženske hitro povežemo, ampak hitro prešaltamo na personal level.
torej na neko osebno druženje, prijateljstvo in tako naprej, kar pa v nekem vodstvenem položaju trenutno mislim, da je nisem toliko za to. No? Okay. Verjamem v to, da je fajn, da se vsi na delovnem mestu super razumemo, ampak če si vodja, težko handlaš, da za svojimi sodelavci potem greš v soboto zvečer pa še žurat. Ok, to mi je povsem razumljivo, ampak vendar jaz sem se že par dni zdaj sprašvala, tudi ko sem malce razmišljala o najinem pogovoru, pa tudi ker sama prihajam po izobrazbi iz sociološke smeri. Posel smo ljudje. Je v poslu prostor za čustva? Definitivno. Definitivno. Ne glede na sektor, v katerem delaš, ne glede na branžo, kateri del si. Ne glede na sektor, ne glede na branžo, nismo roboti. Na koncu tudi, če gledamo, če merimo recimo neko efektivno zaposlenega, kateri je na delovnem mestu, stvari, katere se mu dogajajo v privatnem življenju, mislim, je logično, da so dnevi, kater je manj efektiven ali pa ne vem, se malo slabš počuti ali pa malo slabš, torej switcha, jaz se dostakrat v angleščini izražam, se upravičujem, torej switcha med tem zasebnim in poslovnim življenjem. Mislim, na koncu, zato pa je tukaj kadrovska služba HR, ki zaznava neke take stvari in se vključuje, je na koncu mediator v nekih konfliktih znotraj tima, je pa potlej, če gledamo že iz tega vidika, lahko pridemo tudi do nekega bistvenega dela v kadrovski službi, koliko je bistven izbor samega kandidata. Torej, ko ti izberaš kandidata za delovno mesto, da imaš v mislih tudi, kako se bo ta oseba ujela z ostalimi člani ekipe, kaj bo ta oseba prinesla v kolektiv, tudi kar se tiče osebnosti. Torej, če imaš ti ljudi, kateri so neka ustaljena ekipa, je to še toliko težje dodajati neke nove zaposlene. Tako da bi rekla res, da je ključna neka taka stvar tudi pri izboru novih sodelavcev. Ko gre takole v kadrovskem menedžmentu oziroma ljudje, ki iščejo delo, zdaj sem dobila idejo za tole vprašanje, ti zdaj govoriš večino stvari iz svojih izkušenj, ali je tukaj večji del neke teorije, ki se jo naučiš skozi proces učenja v smislu uradnega izobraževanja. Ker če jaz zdaj zavrtim malo čas nazaj, jaz, ko sem študirala sociologijo, kadrovsko-menedžersko smer, sem seveda šla na prakso ravno tako v eno multinacionalko, v kadrovsko službo. Jaz sem sicer takrat ugotovila, da to definitivno ni zame, da si jaz tega ne želim početi, pa vendar ves čas vpletam, bom rekla, svoje sociološko znanje v medijske zgodbe oziroma v pogovore z ljudmi. In zdaj me pa recimo pri tebi zanima, ko delaš neke stvari, pa zdaj ko takole tekoče govoriš in res suvereno vse skupaj izpade, je to plod tvojih izkušenj ali več nekega teoretičnega znanja? Jaz sem zato, da veliko bereš na to temo. Je pa res, da jaz nisem človek, ki verjame, da smo ljudje rdeči, modri, rumeni in zeleni, ampak da je marsikaj drugega za tem, plus različna obdobja, različne faze. Se mi zdi, da moraš dostikrat izhajati tudi iz sebe, torej da pogledaš sebe realno, dejansko, kakšen si bil in kakšen si in sprejeti v bistvu svoje močne točke in tiste, katere so imajo room for improvement, da ne bom rekla ta slave, ja. Ampak ja, definitivno so izkušnje, katere ti prinesejo neko količino znanj. Meni se tudi pozna, da sem delala v manjših okoljih, se mi zdi, da veliko bolj funkcioniram v okoljih, kjer je recimo malo manj kot 100 ljudi, kjer imaš še zmeraj ful veliko širino v sklopu HR-ja, kjer pokrivaš še zmeraj strategijo, razvoj, rekrutment in v bistvu si vpet v celotne procese. Medtem ko so neke večje organizacije, multinacionalke res imajo ločene te departmente in si v bistvu specializiran res ozko na eno področje. Je pa zdaj trenutno živimo v času, kjer je ogromno nekih informacij,
Jaz še zmeraj veliko hodim na razne webinarje, veliko knjig preberem, sem tudi v HR klubu, knjižnem klubu, kjer se diskutirajo take stvari. Bom rekla, da vsako stvar, katero imaš, ali pa tudi recimo jaz, ki predavam, če nekdo potegne 10% od tega, kar jaz povem, je ful velik. Torej, one size doesn't fit all. Torej, to, kar bom jaz povedala, ali pa kar nekdo pove, še ne pomeni, da pride prav meni v moji organizaciji, ampak včasih, veš, ko si na nekem mali izobraževanju ali pa nekaj bereš, pa ti klikar naredi, to, ne. Ampak ja, definitivno pa izkušnje, to je tisto, kar ti daje največ. In ena prav posebnih izkušenj se je zgodila zate v obdobju COVID-a. Povej malo, ne bova šli preveč v preteklost, da bi zdaj obujali preveč spomine na tisto obdobje, ampak ravno, ker že omenjava izkušnje, kako je bilo delati v kadrovski službi ali pa bom rekla na tem področju v času COVID-a. Kaj bi najbolj izpostavila kot nekaj, kar bo vedno ostalo del tebe in ti je dalo v bistvu res eno, bom rekla, veliko popotnico za naprej? Se mi zdi, da takrat v tistem času, ko sploh nismo vedeli, ali se bo zaprl, ali se ne bo zaprl, vsi smo mogoče gledali malo iz tega vidika, pa se ne bo, pa se to bo šlo mimo, ne. Jaz se še spomnim, da sem imela takrat še v Ameriko potovanja, letalske karte rezervirane in mi je bil takrat čisto šok, kako jaz iz Italije letim, zakaj je to skenslano, a to je res, da think, a veš. Tako da ja, se mi zdi, da iz vidika HR-ja smo imeli pa res velik struggle iz vidika same dokumentacije. Nismo vedeli niti, kaj to pomeni, kar se tiče administracije, kaj moramo narediti, kako moramo ljudi usmeriti, kakšne so zdaj politike, varnost in zdravje pri delu na koncu, kaj če se komu kaj zgodi v vmesnem času, mi nimamo ocene tveganja narejene, ne, torej za delo od doma. Torej neke take stvari, katere sploh ne veš, kje se lotiti in kam iti. Se mi zdi, da smo se ful povezali kot community, torej kot neka HR družba, tako skupnost, smo si ogromno pomagali, ogromno smo si delili nekih dobrih praks in tle res lahko potrkam, da z vidika HR-ja, če imaš kadarkoli, kakršnokoli vprašanje, vsaka ti bo delila vse. Tako da res se mi zdi, da smo skupnost, ki deluje skupaj, ampak kar se tiče pa z vidika ljudi, se mi zdi, da z nekega psihološkega vidika strahu in tega je bil tudi velik izziv zame, ker so se začele odpovedi, torej pač zmanjševanje na drugih trgih, torej zapiranje trgov in v bistvu ljudi, katere si ti skadroval, v bistvu s headhuntov, da so zamenjali pozicijo, neko varno okolje, in moraš pač povedati, da zapiramo poslovalnico in da se poslavljamo. Tako da mislim, da najtežja stvar v kadrovski službi je dajanje odpovedi. No. Tako da mislim, da kar nekaj časa nisem spala takrat in imaš neko stisko. Si tudi kdaj to doživela? Da si dala odpoved ali pa da si prejela odpoved, da bi lahko govorila tudi o kakšni osebni izkušnji, ki te je karierno, bom rekla, še zaznamovala ali pa ti dala neko lekcijo. Mislim, seveda, da sem zamenjala službe, tako da definitivno sem dala odpoved. Hvala Bogu, je nisem še nikoli dobila. Ampak bom rekla, da odpoved, ki me je mogoče najbolj zaznamovala, je bila ta, da takrat, ko sem v bistvu prvič prevzela vodenje kadrovske službe v eni firmi, ko smo v bistvu štartali 40 zaposlenih, na koncu v bistvu po letu pa pol nas je bilo 200. Takrat se mi zdi, da ko sem jaz dala odpoved, sem imela občutek, zdaj pa to vse propadali, jaz sem zdaj to, ko bom šla, zdaj bo to, ne. Tako da ta občutek se mi zdi, da prvega vodenja moramo vsi dati čez. In mislim, da sem se iz tistega prvega dela
veliko naučila in če zdaj pogledam, kakšna vodja sem zdaj, pa kakšna vodja sem bila takrat, je bistvena razlika. Kakšen pa mora biti dober vodja? Ja, a z vidika HR-ja ali z vidika mene ali bom mogoče opisala. Malce razloži, ja. Zato, ker vem, težko je zdaj reči samo v 2 stavkih eno lastnost, ampak si. Definitivno. Ne? Če gledamo z vidika zaposlenih, mogoče tukaj, da štartam. Že enkrat je bila ena raziskava narejena in tudi v praksi se izkaže tako, da ljudje zbirajo tistega, ki je bolj priljuden, bolj popularen in s katerim bi lažje šli na kavo, ali kako naj rečem. Ne zbirajo na podlagi kompetenc in nekih tehničnih izkušenj, mehkih veščin in tako naprej, ampak se gre bolj v smislu popularnosti. Tako da prepuščanje, kdo bo vodja samim zaposlenim kot ekipi, z vidika, da torej, ko imaš ti že neko odzadje, pa da jih vprašaš, ne, torej iz tega dela, ampak da bi pa oni samo odločali, pa je moje mnenje, da ni glih prava odločitev, najboljša odločitev. Z vidika HR-ja je definitivno ta stvar obrjena, torej, da je dober vodja tisti, ki zna odločati, kaj je dober fit za njegovo ekipo in v bistvu ta nezavedno pristranost, temu se reče nezavedna pristranost, torej to nezavedno pristranost pusti na strani in zna razmišljati, kaj je dobro za organizacijo in kar je dobro za tim. Vsekakor je dober vodja tisti, ki zna podajati feedback, glih tako kakor pozitiven, glih tako kakor negativen. Se mi zdi, da smo trenutno v času, kjer je težko dajati negativne feedbacke, da prihajajo iz tebe, da težko prevzemajo neko odgovornost nad svojimi besedami, torej mislim, da je dober vodja tisti, kateri zna sprejeti odgovornost in nositi neke tudi posledice, kolikor pač pride do neke napačne odločitve. Kar pa mislim, da definira dobrega kadrovsko vodjo, je empatija na prvem mestu. Čut za sočloveka, ki je na drugi strani. Jaz recimo tudi vsak razgovor, ali je to bodisi razvojni pogovor, ali je to torej z zaposlenim, ali je to z potencialnim kandidatom, izvedem čisto na drugačen način. Torej nimam nekih vprašanj vnaprej pripravljenih, ampak nikoli ne vem, kaj bom spraševala sproti, pa v katero smer bo pač tekel pogovor. Pa mislim, da pri samem HR vodji je zelo pomembna transparenca. Torej, da ljudje vejo, v katero smer grejo, da smo iskreni, da vejo, kakšen je njihov v bistvu nek career path, kako bo njihov razvoj potekal in v bistvu zaposleni, ki prihaja, da ve, kam prihaja, v kakšno okolje prihaja, na kakšno delovno mesto prihaja in kaj ga tam čaka. Torej, neka transparenca. No? Super. Zdaj mi pa povej, kaj je zate potem odklop od službe? Na kakšen način se potem Tamara iz te, bom rekla, poslovne ženske, uspešne podjetnice, ženske, ki je dober vodja, prelevi v tisto domačo Tamaro? Tvoj oče mi je rekel, da si bila pridna že kot otrok, da si ves čas po sintesajzerju nabijala, da je bilo skozi eno petje in igranje. In ker vem, ker te poznam že od tvojih malih nog, vem, da je bilo vse prepleteno z plesom, glasbo, nastopanjem, ampak vseeno, je to še vedno del tvojega življenja? Je to tisto, kar te potem iz te poslovne ženske prelevi v, ne vem, nam rekla gospodinjo. Ali si gospodinja ali nisi? Sem kar gospodinja, Kje je zdaj ta switch oziroma menjava? Kaj te sprošča oziroma kje narediš to spremembo? Jaz v bistvu obe službi, ki upravljam, torej in glasbeni svet in kadrovski svet, sem tista nasmejana, ne? Ja. Torej moram biti tista pozitiva, moram biti tisto sonce. Tako da
bom rekla, da doma v privatnem življenju, dostakrat, ko se peljem iz službe ali pa iz špila, ne poslušam niti radija, niti nič, ampak rabim v bistvu nek trenutek tišine. Pa da ne govorim nič. Dostakrat možu rečem, ko me kdaj vpraša, kaj bo za jesti, kaj čeva jesti, pa jaz dostakrat rečem, lahko prosim ti poveš, ker ne morem, da je še ena stvar, ena odločitev danes na meni, da se moram odločiti kaj. Prosim povej, karkoli želiš. Ne. V zasebnem življenju ne sprejemaš odločitev? Najraje ne. Je mož v bistvu tisti organizator in potovanj in vsega. Bom rekla, da jaz sem tista, ki sodelujem prvo samo temu, seveda, ampak kakor recimo prej, ko sama glasba ni bila toliko že biznis, kakor je zdaj trenutno, sem se sproščala z nekimi takimi stvarmi, zdaj pa dejansko, ko pride do neke sprostitve, se obračam na druge zadeve. Torej, recimo zelo veliko berem, zadnje čase obožujem Colleen Hoover, mislim, da sva z mami lastnice vseh knjig od nje, in to je pač treba dokončati knjigo, pa magar do 5 zjutraj, pa ob 7 zjutraj v službo naprej. To sicer ni nasvet, ki bi ga dala mladim, ki grejo v službo, ne? Da do 5 zjutraj knjige. Kar naj. Branje knjig je torej nekaj, kar vsekakor svetuješ. Recimo. Tudi z vidika besednega zaklada. No? Jaz bom rekla, tudi z vidika pisanja besedil, bom rekla, da takrat v enem momentu, ko res veliko berem, se mi tudi ful pozna pri besedilih, da je v bistvu lažje pisanje. No, zdaj si omenila pisanje in to svoje, bom rekla, glasbeno ustvarjanje. Si šolana glasbenica, ničjo glasbeno šolo imaš končano, kitara, klavir sta inštrumenta, ki jih obvladaš, ampak jaz bi se usmerila zdajle mogoče na to tvojo pevsko kariero. Deluješ pod umetniškim imenom Talija, nisi dolgo na sceni, sama si prej omenila, da se tukaj še in loviš, in učiš, in pridobivaš kilometrino. Leta 2021 si izdala svoj prvenec z naslovom Sama. Zdaj jih je pa že kar nekaj in se snema tudi album, torej gre kariera naprej. Povej mi najprej mogoče, odkje ime Talija? Zakaj Talija? Moja pokojna stara starša sta me klicala Tali, v bistvu. Tako da ona dva sta bila tista, katera dva sta me najbolj spodbujala na moji glasbeni poti, ali kako naj rečem. Torej, ko sem bila stara, ne vem, 3-4 leta, pa mi smo bili res taka družina, kjer smo imeli polno ljudi tam na vikendu in pač takrat je mogla biti pauza, jaz sem šla na mizo gor, sem se vstala, so mi dali neki mikrofon in jaz sem pela in babi pa dedi, jaz ne bom pozabila tega. Ona dva sta gledala s takimi očmi, s ponosom in plaskala, bravo, bravo. In sem rekla, da moram njima to posvetiti. No. Sem pa hotela ločiti iz vidika, da sem si že tukaj ustvarila neko ime kot HR-ovka in nisem hotela, da se tu prepleta. No, sem hotela čisto v bistvu ločiti iz tega. Na začetku sem še ful ustrajala, da se sploh nikjer ne omenja mojega pravega imena, da res ločujem, ampak pa ni več mogoče na koncu. No. Tako da, ja. Od tu ime. No, jaz sem te pa Tami klicala, ne, če se ne motim. Večino prijateljev in večino ljudi sem še zmeraj Tami. Ja. Redko kdo me pokliče Tamara. Če me kdo pokliče Tamara, se spomnim, so bili starši včasih jezni. Tamara, nekaj nisem naredila. No, kar mi je zanimivo pri tej tvoji zgodbi iz otroštva in v to, v kakšno žensko si se razvila, je to, da si v bistvu otrok ločenih staršev. Zdaj, ja, življenje takrat je bilo drugačno. Ni bilo še družbenih omrežij, tudi če sta se starša ločila tebi, ko si bila še najstnica, oziroma vstopala si v najstniška leta, če se ne motim. Vem, da ste bili že takrat tesno povezani in da se je ta povezanost ohranila, kljub temu, da družina ni več živela skupaj. In ja, bom zdaj povedala javno, jaz se te tudi spomnim tako kot enega otroka, ki ni bil problematičen, otroka, ki je res bil velik, tako bom rekla, angažirala si se, nasmejana si bila, vestno si se učila tistega, kar se je bilo treba učiti. Zdaj ne vem,
vem, je to bolj zasluga mame, ki je vzgojiteljica, ki ima res izkušnje z delom z otroki, ali je tukaj tudi, verjetno je tudi oči svoje prispeval. Ampak hotela sem te vprašati, če si se kdaj v življenju spraševala, kako bi bilo, če bi recimo družina ostala skupaj, oziroma če se zdaj vrneš v to svojo preteklost, ali je kakorkoli mogoče v tebi to, da niste potem bili več 4-članska družina, ker imaš še brata, vplivalo kakorkoli na to, kdo boš ti, ko boš odrasla, kakšna boš kot odrasla ženska? Mislim, jaz vsekakor mislim, da med stvari, katera sem danes, pač je naredila in na nek način moj karakter, po drugi strani moja vzgoja, kateri starši so pač naredili super delo. Na koncu neko okolje, v katerem odraščaš, vse to pač naredi človeka, ne. Ja, res je, da sem bila zelo pridna, tudi kar se tiče fakultete in kar se tiče srednje šole, da sem bila pač, da sem se usedla in sem se naučila. Moram pa reči, da nisem nikoli dobivala pritiskov strani staršev, niti nikoli, če sem dobila slabo oceno, graje. Kar recimo pri enih ljudeh bi lahko pomenili, da bi v smislu zabluzili. Ampak jaz sem res, se mi zdi, da bila skozi tista, ki se je hotela dokazati. Meni se spomnim besed, so mi skozi govorili, sama si delaš svoje življenje, to je tvoja ocena, zdaj, kako boš ti naprej sfurala, it's up to you, ne. Tako da bom rekla, da sem imela dost svobodno vzgojo. Ko sta se ločila, v bistvu, jaz sem otrok ločenih staršev, kjer sta se v bistvu starša zelo dobro razumela in se razumeta še danes, no, se družimo družinsko, še zmeraj imamo, torej moj nečakac povezuje vse te družinske zadeve. Je pa tako, da mogoče iz nekega psihološkega vidika, če gledamo, pa dostikrat prihaja ta strah, da dostikrat razmišljam, da je lahko vse v redu, pa potlej pride nekaj slabega, ne. Torej, mogoče ta strah je tista stvar, katero sem mogoče v preteklih letih malo raziskvala pri sebi, pa se mogoče malo bolj ukvarjala z njo. Drugače pa definitivno sta oba starša prispevala ogromno k tem, kar sem danes. Oba dva me ogromno podpirata in na glasbeni sceni in na podjetniški sceni. Bom rekla, da sta si pa tukaj različna, da je mogoče mami bolj freelance varianta, oči je pa mogoče mačkam bolj ziharaš. Tako da sem imela, se mi zdi, da sem od obeh dveh potegnila tisto najboljšno. Dolenjka belokranjskih korenin, lahko tako rečem. Lahko, ja. Povej mi, mogoče še kakšen utrinek vezan na to, bom te kar direktno vprašala, a očija zdaj kaj več vidiš, kaj sta soseda? Mislim, mi se itak zelo veliko družimo med sabo, pač ogromno se slišimo, smo konstantno na vezi. Drugače pa ja, zdaj ga vidim že čez balkon. Mislim, zdaj vem, da imaš pač svoje zasebno življenje, si poročena, 2 mački imaš doma. Lahko maham čez balkon. Ampak kaj ti jo lahko pomagaš, mami pa pokličeš verjetno. Mislim, lažje je, ko greva z možem zdaj na kakšno potovanje, potlej oči lahko Mirka muce. Odlično, super, ne? Pride čez cesto. Povej mi, glede glasbe sem te zdaj želela vprašati, ko takole govoriva o nekih tvojih, bom rekla, spominih na odraščanje, na to, kdo si postala, kakšna si danes. Ali so besedila tvojih pesmi tudi v tej smeri? Prav tale zadnja, letos poleti si izdala eno pesem, Če bi znal, je avtorska. Zdaj povej, kako se lotiš tega umetniškega ustvarjanja, ker mož je kitarist, torej sta glasbeni tandem, tudi nastopata skupaj na kakšnih koncertih, porokah, prireditvah. Kako pa pride do samega glasbenega ustvarjanja? Si tukaj zdaj ti samo pevka, tu si tudi avtorica besedil, verjetno vse skupaj. Ja, jaz sem se v bistvu z glasbo, glasba me je v bistvu povezovala že vrsto let nazaj in potlej sem to dala na stran in je bila ta kadrovska kariera.
potem kar naenkrat se je v bistvu pojavila, to je bilo čisto čudno. Jaz sem sanjala v bistvu to pesem sama in jaz sem šla na pralni stroj, sem se usedla in sem pisala tam na listek v bistvu besedilo in pela in v bistvu v tistem, garage band, v bistvu snemala glasove. In jaz kažem, ne vem, komu sem takrat kazala, ali mami, ali bratu, ali nekaj, jaz kažem, kje je to pesem, ne gre mi iz glave, kje je to pesem, ne morem se spomniti, kje je to pesem. In najbolj annoying stvar je pa, kad se ne moreš spomniti, kjer je to komad. In meni vsi govorijo, pa to je tvoj komad, to si ti napisala, pa je pa ni možen. In v bistvu je bilo pa enkrat tako, da je v bistvu moj brat meni za presenečenje poklical takratnega producenta in se zmenil za sestank in je rekel, zdaj te imam pa dost, šla boš tam, boš povedala, največ, kar ti lahko reče, da je zanič. In to je to. In v bistvu sem takrat šla do mojega prvega producenta, on je bil takrat navdušen, sem imela super ekipo, ampak jaz sem takrat rekla, jaz nikoli ne bom nastopala in bom v bistvu snemala samo glasbo in to je to. Jaz sem imela zelo močno tremo in zelo težave s tremo in še danes kdaj, ampak se veš, ko smo se pogovarjali, to pomeni, da nam je mar. Ker ti je mar, tako, ker ti ni vseeno, kakšen bo tvoj nastop. Ampak pri meni je bilo res na začetku tako, da sem pred vsakim špilom bruhala. In je bilo res grozen. In v bistvu je mož bil tisti, kateri je bil iniciator tega, da sem jaz začela nastopati in da sem jaz začela v bistvu delati to, kar me danes neizmerno veseli in sem ful vesela, da mislim, da Tamara iz 5 let nazaj bi bila zelo ponosna na to, kako se Talija počuti danes na odru. Je pa tako, da kako poteka, ko si me vprašala, kako poteka sam razvoj pesmi, mislim, da če gre nekdo poslušati moje komade od začetka pa do danes, se vidi tudi moj razvoj. Punca, katera sem bila takrat, je drugače kot ženska, katera sem danes. Da če se lahko tako v glasbenem svetu izrazim. Je že skoraj 5 leta, ne? 5 leto teče. Ja, 6 bo, ja, 6 bo. Tako da ja, dejansko poteka tako, da ali ustvarjam glasbo in besedilo sama, ali v bistvu s Primožem, ko ustvarjava, da prideva do nekega rifa in če gledamo recimo na drugi strani, jaz najprej mi kapnejo besede v angleščini. Že itak v službi je večinoma pogovorov v angleščini, tujci in tako naprej. Sem pa v slovenščini, ne? Pa v slovenščini in zagovarjam to in bom vedno pela v slovenščini. Tako da včasih imam zelo težavo spremeniti besedilo, tako da recimo na drugi strani mi je pomagal potem Tokac, je potem on v bistvu zapisal tekst, ampak še zmeraj recimo zanimiv, mi dva s Primožem, ko se pogovarjava recimo, kjer komad bomo špilali, zmeraj rečeva, a bomo špilali Walking, ker drugače pa če bo Walking bil v angleščini, ne, prvi ni bil na drugi strani, ne. Tako da ja, v bistvu zdaj pa če dalje več prihajajo tudi besedila v slovenščini in ta zadnja pesem, katera je bila sicer najprej v angleščini napisana, ampak bom rekla, da sem jo takoj spisala v slovenščini. Je kar precej biografska. Na kakšen način si želela torej s to pesmijo, če bi znal predstaviti sebe, oziroma kakšno sporočilo želiš dajati skozi takšne pesmi? Evo. Jaz mislim, da sem to pesem nekako podzavestno posvetila sebi in sicer, da je okej, da se ne počutiš več okej tam, kjer si in se ostaneš in greš stran. Da to ne pomeni, da je s komorkoli drugim karkoli narobe, karkoli s tabo narobe, ampak da greš korak naprej, moraš poslušati sebe, svoj notranji občutek, ki ti daje. Jaz že tako govorim, dostikrat pravim, a veš, kako se počutiš v službi v nedeljo zvečer.
Torej, če te v nedeljo zvečer, ki veš, da je konec vikenda, stiska, pa rečeš, ne, spet ponedeljek. Nekaj ni ok, ne? Torej, da poslušaš sebe, svoj občutek. Jaz sem še zmeraj, bom rekla, pristaš tega, da treba včasih malo potrpeti, treba iti čez sebe, da takrat šele najbolj zrasteš, ampak ne pa za vsako ceno. Kakšne cene zagotovo, oziroma česa zagotovo ne bi plačala z denarjem v svojem življenju? Je kakšna taka stvar, ki nima cene? Definitivno ne, pač ne moreš plačati, ne vem, ljubezni, ne moreš plačati prijateljev, ne moreš plačati na koncu svojega uspeha. Vse tisto, kar moraš priti do tega, sam moraš dati neko, bom rekla, težko pot čez, da ko pogledaš za nazaj, si misliš, jaz 3 leta nazaj bi vse dala, da bi živela življenje, katerega živim danes. Da v bistvu si ponosen, čez kaj si vse šel in vidiš, da je bilo vse z namenom. Mogoče še glede tvoje glasbe, ali pa bom rekla ustvarjanja na splošno, prej si že samo omenila, eno so te pesmi, ki jih ustvarjaš, se pravi, pišeš besedila, daš sebe noter v to, doma s Primožem vadita, potem se odpravite snemat, ampak nastopanje na porokah, to je pa čisto nekaj drugega verjetno. Tam pa ne prepevaš svojih pesmi, predvidevam. Ali tudi? Odvisno od želje. Upoštevaš želje? Ja. Je pa tako, da nobena izmed mojih pesmi glih ni za poroka. No, saj zato sem rekla. Ja, glih težko boš se biti marionet zapel na poroki. Ampak, ja, bom rekla, da ta svet poroke je čist drugačen svet v smislu drugih koncertov in nastopov. Bi rekla, da ga zelo lahko poistovetim z korpo špili. In če v bistvu delaš ogromen tega, se zelo hitro tega prenaješ iz vidika, ker ne dobivaš nekega feedbacka. Torej, ti si nek način background music in to je pravilno, ne? Torej, ti si namen tam, jaz recimo tudi svoje poroke, midva sva zbrala takrat tiste komade, katere so pač najma bili všeč, sva imela sicer sam instrumental, ampak midva so se pogovarjala, ko so igrala tiste komade, no bredo ali ne. Ti si toliko v tistem svojem emotivnem, toliko v tistem nekih svojih čustvih, da tudi če bi igrali Silvijo, pač ne veš, ne. Pa se ti spomniš, mislim, ne spomniš, če se ti, ko se odločaš za pesmi, oziroma ženi in pa nevesta sta tista, ki povesta verjetno, kaj si želita, a se ti kdaj zgodi, da zajokaš zraven, oziroma da imaš cmok v grlu zaradi vseh čustev? Doskrat, jaz sem bila itak zmeri tista punca, katera si je ful želela poroke. Ne, jaz sem bila res tista, katera je sanjala konstantno v beli obleki. Tako da jaz sem že predtem, preden sem bila poročena, v bistvu zajokala ob nekih takih stvarih. In dejansko mislim, da zaradi tega, ker sem toliko upeta v neko tako stvar, lahko naredim v bistvu boljše delo. In bolj, jaz pravim doskrat, pojka lahko vsaka, ne? Torej, pove pa ne. To je res. Tako da biti točen, imeti posluh, biti ritmično pravilen, to lahko veliko ljudi, ampak povedati pa, da te nekdo začuti, to pa ne more vsak. Kakšen je še tvoj cilj na glasbeni poti? Kaj si zdaj najbolj želiš, oziroma kaj delaš pravzaprav, da bo naslednji cilj dosežen? Meni se zdi, da me ta v bistvu glasbena pot vsakič ful preseneča. Vpeta sem v ful različnih zasedb, kateri so krasni, čudoviti ljudje. Spoznavaš v bistvu svoje, bom rekla, vokalne sposobnosti in zmožnosti, tudi kar se tiče vokalne kondicije. Tako da se mi zdi, da to je neka stvar, na katero sem fejst ponosna in nisem vedela, da jo bom tukaj v hitrem času dobila, ker ti, ko greš recimo delati nek svoj recimo duet, torej v smislu, torej, da sta dva, torej kitarist in ti, zberaš sam pesmi, katere ti ustrezajo, katere so ti okej, in narediš nek repertoar, katere ti je okej. Ko pa prideš v neko zasedbo, so druge tonalitete, če si jih kdo spremeni, it's a privilege.
komadi, kateri pač njim ustrezajo, ne tebi, ali pa so, ne vem, pevki, kateri si substitut na koncu koncev. Tako da, ja, moraš dati veliko več od sebe, kot ko delaš sam. Je pa definitivno cilj izdati album. Se ne omejujem časovno kdaj, ker mislim, da mora glasba priti takrat, ne na silo, ampak takrat, ko je okej, ko se ti počutiš tako, da si želiš takrat v tem momentu, pa ne preveč komplicirati, jaz sem ful komplikator drugače. Si želim, moj cilj je, da ne kompliciram toliko v prihodnje. Pa definitivno mi je od nekdaj bila želja biti back vokalistka v nekem bendu. Tako da definitivno je to ena izmed neuresničenih želj in ta zadnja želja pa za 5 simfoničnim orkestrom. Wow. Se veš, kako pravijo, ne? Pošli želje v vesolje, sporoči jih na glas. Še prehitro bodo prišle, a veš. Zapiši jih, bomo videli, bomo o tem poročali seveda tudi v Dolenjskem listu. Imam zate še eno vprašanje, ki mi je zdajle kapnilo, ko se takole pogovarjava. Na HR področju, se pravi področju človeških virov, za tiste, ki so slučajno občutljivi na kratico HR, HR, ne? In pa potem zdajle glasba. Tukaj je eno nasprotje. Lastna, ustvarjalnost, to, kar ti narediš, to, kar je del tebe in pa umetna inteligenca. Tega področja se nisva dotaknili, zato da ne bova predolgi, pa vendar lahko zdajle združiva mogoče tole v neko tako tvoje mnenje o tem, kam gre naš svet, ker seveda umetna inteligenca prinaša veliko dobrega, učinkovitost pri delu je lahko večja, če se dotakneva tega kadrovskega področja, tudi jaz jo vsakodnevno uporabljam, ampak ko pa gre za izražanje sebe, za nastopanje pred ljudmi, za kontakt z ljudmi, pa tukaj umetna inteligenca nima kaj delati. Se strinjava, ne? Ja, definitivno. Jaz v bistvu ogromno predavam na to temo v smislu digitalizacije in optimizacije kadrovskih procesov, ampak rutinskih nalog, torej administrativnih nalog, kjer nam lahko to pomaga. Definitivno pa zdaj trenutno, ko vidim, kam to gre v HR svetu, govorim res samo iz vidika tega človeških virov, da bo na drugi strani nek asistent, kater bo odgovarjal na vprašanja zaposlenih v smislu, torej, ali pa bodočih zaposlenih, torej, da te intervjuja nekdo, ki ni človek, to se mi zdi, da ni okej. Mogoče bom čez čas se mogla temu prilagoditi, ampak jaz mislim, da bom še zmeraj tista, katera bo zagovornik nekoga, da AI more odločati, ali je nekdo primeren kandidat za službo ali ne, sploh pa imamo kdaj na drugi strani nekoga, ki ne ustreza nekim kompetencam, katerih jih ti iščeš, torej nekim tehničnim veščinam, ampak ko ga pa imaš na drugi strani, pa vidiš tako ogromen potencial in veš, da bo pravi kandidat zate, da je culture fit in mu daš priložnost, mu daš šanso in taki ljudje potem ne bodo dobili šanse, ker jih bo sistem avtomatsko izločil, kar pa ni fair, ne. Dejansko, če pa pogledamo sam glasbeni svet, jaz sem pa tukaj čist proti. Kar uporabljamo za nekaj pisanje mailov, neko korespondenco, definitivno samo organizacijo stvari, pomoč pri neki promociji in samih idejah, ja, ampak tudi treba tle vedeti, kako spisati prompt, da ti bo vrgel nekaj, kar bo dejansko uporabnega. Kar se tiče pa nekih besedil in vsega tega, pa bom rekla, pisanje glasbe, to zdaj ima še orodja, katero ti pač naredi komad, vse komad in linije in vse. Jaz mislim, da to ni okej. Bo pa zelo težko ločevati v bodoče, kaj je realno. To je eno, ampak se mi zdi, da potem bo pa spet prišlo do izraza to, ko ti to prezentiraš na odru, ko to zapoješ po mikrofonu, ko to posnameš konec konca. Ok, pri posnetkih mogoče bi se to še lahko težko ločilo, ampak ko si pa ti pred ljudmi,
ko ljudje začutijo tebe, tvojo energijo, tvojo strast do tega, kar delaš, se mi pa zdi, da je čisto drugače pet neko lastno avtorsko pesem ali pa pesem nekega drugega avtorja, za katero veš, da je pristna, ali pa nekaj, kar je umetna inteligenca naredila. Je res, ne? Je pa res, da so tudi marsikatere uspešne, bom rekla, ženske zdaj, glede na to, da sem na tej strani, ženske, katere so torej worldwide uspele, niso nikoli napisale nobene svoje avtorske pesmi, ampak interpretacijo, katere so dale in moč tej pesmi, ki so jo one začutile kot svojo zgodbo. Je tisto, kar da. Je tisto, kar da kakšno stvar naprej. Tudi jaz recimo, ki pojem razne coverje, pa to včasih kakšno pesem toliko močno začutiš, da ti grejo kar kocine po koncu, ko začneš recimo poslušati besedila. Ne? Preden grem na hitra vprašanja, kjer ti bom podala 2 možna odgovora, pa boš ti izbrala, sem se zdaj le spomnila še, da me pa res zanima, s katero divo svetovno bi si pa mogoče želela posneti duet ali pa moškim vokalistom. Lahko pa tudi slovenska scena ali pa hrvaška, meni vseeno. Pač sigurno je nekdo, ki ga ti rada poslušaš, ki ga ceniš kot glasbenika oziroma glasbenico, pa bi ti bilo res v čast in ponos. Ne bom rekla neizpolnjena želja, ker nikoli se ne ve. Ne? Ja. Mislim, ogromno jih je. Kar naštej jih par. Kaj ti pride na misel ali pa kaj je res? Mislim, kar se tiče tujine, se mi zdi, da res pač bi bila neka čast torej sodelovati z Nora Jones. Kar se tiče pa slovenske glasbene scene, jih je pa tudi ogromno, katere jih cenim, spoštujem njihovo glasbo, spoštujem njihov način dela. Bom rekla, ena želja se mi je že uresničila, torej sodelovanje z Tokcem. Njegova besedila so tiste, katera jih res dostikrat začutim in velikrat pojem. Je pa mogoče želja, ne vem, na slovenski sceni Rudi Bučar, da bi bil recimo, če govoriva v smislu dueta. No, super. Držim pesti, da se ti želja uresniči. Zdaj le pa, kot sem rekla, še nekaj hitrih, kratkih vprašanj, ti pa izbereš en možen odgovor. Studio ali oder? Studio. Ljubljana ali domača regija? Domača regija. Kaj sploh vprašam? No, kitara ali klavir? Klavir. Mucek ali kuža? Mucek. Ma to vem, da boš rekla, če imaš pa 2 doma. Mislim, both, ne, oboje mi je zelo, ampak če že moram odločiti se. Ker si strastna ljubiteljica parfumov, tega nisem prej povedala. 50 jih imaš, resno? 53, ja. Lahko daš mene. Verjamemo v to. Ker se naveličaš kakšnega vonja. Verjamemo v to, da ima v bistvu vsak spomin svoj vonj, tako da delujem po tem principu. No, ker vprašanje je, parfum za vsak dan ali parfum samo za posebne priložnosti? Jutranja motivacija zaposlenih ali večerna inspiracija za pesem? Jaz sem rekla, ti nam dala vprašanje HR ali glasba, zdaj pa eno podobno. Bom rekla jutranja motivacija zaposlenih, ker ko dobiš potlej nekaj nazaj, pride pa tudi inspiracija večerna. Odlično. Uspeh v HR-u ali hit na radiju? No, se to je podobno. Bom zdaj rekla hit na radiju. Tišina ali družba, si pa že prej povedala, da imaš zelo rada tišino, ne? Čeprav si pa človek, ki si rada med ljudmi. Ja, zelo imam rada, bom rekla, svojo družbo. Bom rekla, da so zelo zanimivo, če dalje starejša sem, manj imam rada torej velike količine ljudi na enem mestu, torej neke te crowded družbe, nimam rada tega. Ampak ja, bom rekla, da kar družba, no, ker v bistvu ko si sam s sabo, si lahko v bistvu resničen in takšen, kakršen si v tisti svoji intimni družbi. No, jaz ti predvsem želim, da bi bilo trenutkov tako v intimni družbi, kot sama s sabo, ali pa v tisti množici ljudi, ki bodo navdušeno poslušali in gledali tebe, ko nastopaš, čim več, in da bi te seveda tudi karierna pot še naprej zadovoljevala, prinašala neke dosežke, mejnike, predvsem tiste stopničke na osebni rasti, ker vem, da ti to veliko pomeni. Tudi slišati je bilo danes iz tega, da pravzaprav res znaš
presoditi, kaj je pomembno in kako gre ta osebni razvoj posameznika naprej, da potem ti seveda kot kadrovnica zbereš tudi čim boljši kader. Tako da čim več lepega, čim več dobrega, naj ti zdravje dobro služi, da ti glas ne bo odpovedal. Ne? In pa, če je pa seveda, tako kot smo prej rekli, še kakšna neuresničena želja, ki smo jo že poslali v vesolje, pa naj se uresniči čim prej. Hvala, ker si prišla. Ja, hvala za lep pogovor, pa povabilo, ne, še enkrat. Mi je bilo veselje, bova pa obujali kakšne spomine še takole ob kavici, ko se tale pogovor uradno zaključi. Cenjeni gledalci in gledalke, hvala, ker ste naju spremljali, hvala, ker spremljate podcast Dolenjskega lista. Veliko zanimivih pogovorov smo že objavili na našem YouTube kanalu in pa spletni strani Dolenjskega lista. Veliko jih še bomo, tako da hvala za vašo pozornost in vse dobro.